največje odomačene živali na eno najmanjših kopanitov odomačena, kot se na prvi pogled zdi. Sicer sem se jaz ukvarjal s urbanim čebelarstvom čisto na začetku, potem sem se pa v diplomski nalogi posvetil čisto čebeli. Pa bom zdaj tule kar prebral, kar sem napisal, kaj drugače se vam zgodi. Odnos med človekom in čebelo ima dolgo in bogato zgodovino, prežeto s povezavo, ki se je skozi prizmo zgodovine spreminjala, tako v tehničnem, kot tudi v simbolnem smislu. Od oportunističnega lova na med in čebele v paleolitiku in mezolitiku, pri lovcih in nabiralcih, do bolj sistematičnega in kontroliranega nabiranja medu na domačem vrtu, kakršnega pa poznamo danes. V srednjem veku so bile čebele uporabljene kot podlaga in opravičilo za izvajanje človeških oblik politične organizacije, v obdobju renesanse in razsvetljenstva pa se je pristop do čebel začel povezovati širšimi idejami o politiki, veri in spolu. V tem času je bil pristop do čebel in k naravnem svetu nasplošno zelo abstrakten. Čebele so bile podlaga za moraliziranje v človeški družbi. V 21. in 20. stoletju pa se je čebelo uporabljalo že tudi kot orožje in močilno napravo v času vojn za odkrivanje radioaktivnih snovi ter strupenih onesnaževanj. Povezava se je tako kazala na različne načine, kot tudi na različnih ravneh človekove misli. S tem zbliževanjem človeka in čebele pa so se na čebeli pojavile določene spremembe. Krona vprašanja, ki sem si jo zadal pred začetkom raziskave, sta bila, in katera sta tudi osrednji del tega prispevka, ali lahko čebelo smatramo kot eno izmed udomačenih živali in ali je udomačitev živali genetska sprememba. Mnogi ljudje verjamejo namreč, da so bile čebele udomačene v smislu, da so bile selektivno gojene, da so vedensko manj agresivne kot njihove divje kolegice. Čebelari in redci čebeljih matic so jih z določenimi tehnološkimi ukrepi spremenili do te mere, da danes medonosne čebele brez človeške pomoči ne preživijo več. Človek je ustvaril odvisnost čebelje niše s povečanjem gnezditvene vrtline, prenosom panjev na boljše pašnike, z dodatnim hranjenjem v času pomanjkanja, zatiranja bolezni in tako dalje. Če prvi stik človeka z medonosno čebelo v paleolitiku in mezolitiku nekaj vplival na njo, pa je večstoletna praksa čebelarjenja in s tem povezanega poskusa udomačitve čebelo znatno spremenila. Proces spremembe medonosne čebele se je začel v tistem trenutku, ko so nabiralci medu spoznali, da bi bilo bolj praktično, če bi čebelarili blizu svojega doma. V ta namen so votlo deblo, v katerem so bile čebele, odžagali skupaj s čebeljim gnezdom, ga primerno zaprli in preselili v bližino doma. Ta nekakšen protoposkus udomačitve čebele je bil sprožen s strani človeka, predvsem željo po nadzoru nad čebelo. Samo udomačitev je sicer težko natančno opredeliti, deloma zato, kot pravi ameriška arheologinja Melinda Zender v svojem članku The Wild Side of the Domestication of Animals, ker vključuje tako biološke procese spreminjanja organizmov, kot tudi družbene in kulturne interakcije ter spremembe, tako pri ljudeh kot pri živalih. Raziskovalci se ponavadi opredelijo glede na njihovo znanstveno disciplino, iz katere prihajajo in cilje, ki so si jih zadali. V članku The Wild Side of Animal Domestication zooarheologinja Nerissa Russell razdeli definicijo udomačitve glede na disciplino, iz katere prihaja zanimanje. Izraz, katerega velikokrat zasledimo ob udomačitvi, je ukrotitev. Meja med ukrotitvijo in udomačitvijo ni jasno začrtana v nobenem primeru. Nekateri avtori so mnenja, da je ukrotitev potreben predpogoj za udomačitev, ki pa ni zadosten. Namreč, ko se populacija domačih živali loči od divjih, se lahko goji na načine, ki ne vključujejo ukrotitve, kot na primer na rančih. Dober primer tega je opisal Tim Ingold v svojem delu na Finskem pri Laponcih. Ukrotitev je odnos med točno določeno osebo in živaljo brez dolgotrajnih učinkov na naslednje generacije, udomačitev pa je razmerje s populacijo živali, ki pogosto vodi do morfoloških in vedenskih sprememb v naslednji populaciji živali. Zaradi stika s človekom
so se določene spremembe pojavili tudi pri podvrsti medonosne čebele, kranjski sivki, ki je edina podvrsta medonosne čebele na območju Slovenije, s katero je dovoljeno čebelariti. Postaja vse bolj skomercializirana in predmet debat o avtohtonosti, je edina zaščitena čebelja podvrsta v Evropski uniji, razširjena v območjih Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, ter v delu Severne Makedonije, Romunije, Bolgarije, Madžarske in Avstrije. Zato je trditev, da je kranjska sivka naša, slovenska čebela, napačna, ker je nič bolj slovenska, kakor hrvaška, bosanska ali črnogorska kranjska čebela. Avtohtonost vrste na nekem ozemlju pomeni le, da je vrsta tam že od nekdaj in ni priseljenka novejšega obdobja. Večinoma, pravi Narisa Russell, se razlikuje med tistimi, ki poudarjajo biološko plat udomačitve živali in se tako sklicujejo na človeški nadzor nad vzrejo in simbiozo. Obstajajo pa tudi tisti, ki poudarjajo družbeni vidik udomačevanja, odnos človek-žival in pa človek-človek. Gledano na udomačitev čebel v tehničnem smislu imajo čebelari in redci medonosnih čebel na splošno nadzor nad vzrejo, ki pa ni popoln. Matica se namreč pari izven človeškega nadzora. Prav tako je čebelja matica pri recih lastnina, od katere ima ekonomsko korist. Vir čebelarjem in recem matic kranjskih sivk predstavljajo še med, matični mleček in cvetni prah. Izbrane čebelje družine z želenimi vedenskimi lastnosti, kot so mirnost, rojivost, donos medu, čistost, recih čebeljih matic, vzdržujejo v nadzorovanih razmerah za profit. Prav tako je pomembno dejstvo, da se zavedamo, da je večina trotov, ki osemeni eno matico iz različnih družin. Le v posebnih pogojih, kot so to plemenine postaje, se matice oplemenijo z več troti, ki prihajajo iz ene čebelje družine. V Sloveniji je samo ena takšna postaja in tam je pogoj, da 3 km okoli ni nobene druge čebele, saj toliko daleč lahko čebela leti. Takšen način čebelarjenja je favoriziran predvsem zaradi načina delovanja spola pri čebelah. Sledeč simbiotičnemu modelu ima tudi čebela v določenih trenutkih korist od človeka. Večina definicij, ki sem jih prebral, poudarja, da udomačitev živalske vrste na genetski ravni običajno ustvari odvisnost živali od človeka, zato težko preživi sama v naravi. Razlog se skriva v tem, da korejci izberejo lastnosti, ki jih sami želijo, s tem izgubijo nekatere druge. Nekakšen quid pro quo. To, kar reci čebel in čebeljih matic, kranjske sivke pridobijo za visok donos medu, čistost, mirnost, barvo, je zmanjšana sposobnost preživetja v naravi. Naprimer, ljudje že tisočletja gojijo sviloprejko in so jo pri tem tako izboljšali, da se je proizvodnja svile potrojila od leta 1800 dalje. Toda takšno izboljšanje je nosilo veliko posledic. Sviloprejka danes ne more več preživeti v naravi brez človeške oskrbe. Podobna zgodba se je zgodila s medonosnimi čebelami. Glavna prelomna točka pa je bil poskus izboljšave in s tem povezanega križanja dveh vrst čebel. Čeprav se izrazite telesne in vedenske spremembe pri čebeli niso pojavile, kar je eden izmed glavnih argumentov pri definicijah udomačitve živali, pa je glavni razlog za propad medonosne čebelje družine v naravi brez človeškega posredovanja zajedavec varroa destructor. To je zajedavska pršica, ki čebelam sesa kri. Slednjo so prinesli iz Azije pred približno 30 leti, ko so želeli povečati donos medu kranjske sivke in so jo križali z azijsko čebelo, ki pa ima večji donos. Azijska čebela brez večjih naporov prenese zajedavca varroa destructor, zato, ker je razvojni cikl azijske čebele drugačen kakor kranjske sivke. Preden se je pojavil zajedavec, je bilo čebelarjenje veliko lažje in oskrba nad čebelami minimalna. Medonosno čebelo naj bi začeli izkoriščati v kmečkih skupnostih na Bližnjem vzhodu. Arheologi naj bi dokaze o tem našli v kemičnih prstnih odtisih, ki so se ohranili na lončenih posodah. Čebele so bile takrat pomembne tako za med kot za čebelji vosek. Ljudje povečujejo produktivnost svojih udomačenih živali na dva načina. S spreminjanjem njihovih genov in z manipulacijo njihovega bivalnega okolja. Spomnimo se na primer na masovno industrijsko kmetovanje in vzrejo prašičev, ki se bistveno razlikujejo od odnosa in vzreje, ki jo izvajajo številne melanezijske skupnosti. Tudi medonosna čebela je ekonomsko pomembna žival.
Njeno produktivnost je človek s tehnološkimi ukrepi spodbudil in povečal. Kljub vsemu pa za razliko od vzrejenih prašičev čebele ne potrebujejo človeške prisotnosti in pomoči v tolikšni meri, kot jo potrebujejo ostale udomačene živali. Temu smo pripomogli tudi ljudje, saj čebelam selektivno vzrejo nismo načrtno povzročili takšnih telesnih in vedenskih sprememb, kot smo nekaterim pasmam prašičev. Pri vzreji čebel je vsaka kolonija posameznik, ki se razlikuje in odraža po različnem genetskem zapisu matice. Genetski zapis matice pride do izraza pri izdelavi medu, nabiranju cvetnega prahu, nežnosti, agresiji, nagnjenosti, krojenju, nabiranju propolista, zmožnosti prezimovanja in odpornosti na bolezni. Ta se pridobi z reprodukcijo oziroma parjenjem čebel. Človek je v preteklosti imel zelo malo nadzora nad reprodukcijo, danes pa posega tudi na to področje. To stori tako, da s tehnološkimi ukrepi omogoči parjenje le tistim maticam, ki imajo zaželene lastnosti in katerih genetski zapis lahko oblikuje generacije njihovih potomcev. Proces selektivne vzreje povzroča namerne zastoje genov, pri katerih se izgubi raznolikost nekaterih alelov in poveča pogostost nekaterih drugih. Toda po večini, kot pravi Randy Oliver, vsaka udomačena pasma ohrani polno število genov divjega tipa, ki so potrebni za osnovne telesne funkcije in vedenje. Razlika je v tem, da je pri vzrejenih živalih izražanje točno določenih genov različno regulirano. Vseeno pa, ne glede na obstoječo čebelarsko prakso, genskega pretoka ne moremo popolnoma kontrolirati. Ne glede na čebelarjev trud je vzreja v veliki meri loterija. Je eksperimentalni proces, kjer ni nobenega reda in vzorca in kjer sta prisotna strah in upanje. Je proces brez zagotovila uspehu, kjer so potrebne nekaj izboljšavi in neuspehi. Razlog se skriva v tem, da čebelari nimajo strogega nadzora nad razmnoževanjem čebeljih družin. Troti z oploditvijo matice ključno zaznamujejo, kakšne matice bodo rejci vzredili. Ker troti, ki oplajajo matice, večinoma niso iz kontrolirane reje, pomeni, da se s časoma zabrišajo vse spremembe v genetiki čebel, ki so predhodno nastale z delom rejcev. Čeprav smo ljudje uspešno manipulirali z geni najrazličnejših rastlin in živali, kot rečeno, čebeljih genov nismo bistveno spremenili. Čebela ostaja izjemno prilagojena za samostojno življenje v naravi. Način, ki so ga čebelari uspešno uporabili za povečanje dobička, je z manipulacijo čebeljega okolja. Najosnovnejša manipulacija okolja se zgodi tako, da čebelari čebele preselijo v čebeljnjak in jih načrtno postavijo na tisto mesto, kjer naj čebele nabirajo med. Na primer, cvetenje kostanja traja maksimalno 14 dni in če želijo čebelari imeti kostanje v med, morajo čebele pripeljati na območje, kjer cveti kostan. Ker čebelari niso bistveno spremenili čebel, kakor so to kmetje storili s svojim govedom, ovcami, kokošmi in tako dalje, menim, da pod vrstom medonosne čebele kranjsko sivko ne moremo smatrati kot za udomačeno žival. Po drugi strani pa čebelari močno obvladujejo okolja, v katerih živijo čebelje družine. Tako s tem, ko jih imajo pod nenehnim nadzorom v čebeljnjaku, kot tudi s tem, da jih prevažajo na točno določene paše. Prav tako je pomembna ugotovitev, da medonosna čebela ne more več preživeti sama brez človeške pomoči. Glavni razlog za to je že omenjeni zajedavec Varroa destructor. Geografinja Kay Anderson pravi, da udomačiti divjino pomeni, da jo prestavimo v meje znanega in pritrdimo na določen prostor. Človek čebelo ne more zadržati na enem mestu. Človek s čebelo upravlja, jo oskrbuje in z njo tudi manipulira. Z njo manipulira tako, da spremeni njeno bivalno okolje in jo prestavi v meje znanega, tako da jo preseli v čebeljnjak. Sklenem lahko, da je medonosna čebela pol udomačena žival, katere genetiko smo zelo malo načrtno spremenili. Človek je ustvaril odvisnost čebelje niše s povečanjem gnezditvene votline, prenosom panjev na boljše pašnike, z dodatnim hranjenjem v času pomanjkanja, zatiranjem bolezni in tako dalje. Udomačitev čebele razumem sledeč Andersonovi, ki pravi, da je udomačitev proces, ki potegne živali v človeško oskrbo, kjer se živali in ljudje prilagodijo na pogoje, ki so jih postavili ljudje, in kjer se tisto, kar se kulturno opredeljuje kot divjina, odpelje in neguje pod eno pretvezo in izkorišča kot drugo.
Menim, da ta definicija zelo lepo opiše, na kakšen način so čebelarji domačili čebele. Dejstvo je, da se mora človek veliko bolj prilagajati čebelam kot čebele človeku. S tem, ko se človek prilagaja naravnim zakonitostim in čebelam, potrjuje, da so čebele na nek način odomačile nas in ne mi njih. In kot je zapisano v priročniku Čebelarjenje za vsakogar, pri delu s čebelami čebelar ne sme gledati na uro, ampak mora svoje delo podrediti delovanju čebel. Poznati moramo razvoj, potrebe in smeri razvoja čebeljih družin. Svojimi opravili jim ne sme rušiti reda, ki mu sledijo, ampak jim mora z vsakim opravilom urajšati razvoj v smeri, ki si jo sama želi. Čebela, ki jo torej sam smatram kot pol udomačena žival, ne kaže nobenih izrazitih genetskih sprememb. So se pa zaradi procesa udomačitve pri kranjski sivki pojavile določene posledice, zaradi katerih se je spremenila. Menim, da kranjska sivka ni več tako imenovana naravna podvrsta, kakršna je bila pred njoj začel oskrbovati človek. Pasme medonosnih čebel naj jih imenujemo italijanka, kranjska sivka so verjetno mešanci, izbrani in nastali zaradi značilnosti, kot so videz in zmogljivost. Določena genetska razlika pri tem nastane, predvsem zaradi reguliranega pretoka genov, ki ga prakticirajo vzrejevalci matic. To lahko povzamem in rečem, da je kranjska sivka postala do neke mere genetsko drugačna, a bistveno drugačna, kot vsaj od konca zadnje ledene dobe ni. Čeprav vedenje čebel v veliki meri določa narava, pa je človek z določenimi zdravili, poživili in dodatki spremenil do te mere, da danes medonosne čebele ne morejo več prepustiti naravnim razmeram. To sta mi potrdila tudi dva terenska sogovornika, čebelarja, ki sta mi povedala, da danes kranjske sivke v divjini ni več. Če je bila pred 30 leti zgolj produkt narave, pa je danes prežeta z vplivi človeka. Če poenostavim, kranjska sivka je postala neke vrste hibrid med naravo in kulturo. Vzreja čebeljih matic kranjske sivke in s tem povezano tudi čebelarjenje nasploh poudarja odnos med človekom in nečlovekom ter način, kako si medsebojno oblikujeta življenje. Čebelarji razvijajo različne stopnje čustvenih vezi s čebelami. Čebele so spremljevalna vrsta, katere povezava pa je drugačna kot z udomačeno mačko ali psom. Čebele nam niso tako blizu kot večina hišnih ljubljenčkov. V nekaterih primerih so videne celo zgolj kot ekonomska korist. Samo čebelarjenje je definitivno način, kako zadovoljiti potrebo po povezavi z naravo. Ob tem se poraja vprašanje, zakaj ljudje sploh povezujejo naravo s čebelami, v nasprotju z nekaterimi drugimi živalmi, ki so prav tako prisotne v življenju človeka, kot recimo golobi, katere bi bilo že dobro enkrat osvoboditi od tujevanja in izrinjanja, kot pravi Marjetka Goleš-Kavčič. Čebele čebelarja ne prisilijo, da je fizično v naravi. Čebelnjaki imajo lahko kar pred hišo ali pa kar na strehi stolpnic, pa so vendar v človeškem imaginariju neke vrste most med človekom in naravo. Na to je zagotovo vplivala tudi medijska reprezentacija, izobraževalni procesi, pa tudi vsem znane pripovedi o množičnem umiranju čebel in njihovem pomenu kot opraševalcu v naravi. Slednja pa predstavlja čistost in zdravje v nasprotju z onesnaževanjem in stresom v urbanem okolju. Tako samo vzdrževanje čebel ne povezuje čebelarjev z namišljeno in oddaljeno naravo, ampak z naravo, ki je vidna in dostopna. Čebele, ki so tako zelo cenjene v naši kulturi in povezane z naravo, pa delujejo kot posrednik med čebelarji in naravo. Čebeli proizvodi, kot so med, propolis, cvetni prah, matični mleček, naredijo povezavo med človekom in naravo oprijemljivo in jo materializirajo. Odnos med človekom in čebelami ni zgolj odnos proizvajalca in delavca, s katerim se manipulira. Čebelari že sami, ne da bi vedeli, manjšajo razliko med čebelami in ljudmi s tem, ko jim pripisujejo človeške lastnosti, z uporabo glagolov, ki kaže na inteligenco in zmožnost mišljenja. Naprimer, one o nečem razmišljajo, delajo stvari po svoje, same izberejo, kaj bodo jedle in tako dalje. Beseda priden, marljiv ali pa delaven kot čebela ali pa neumen kot trod tudi nakazuje, da odnos med človekom in čebelo ni zgolj enosmeren. In kot pravita socialni antropologinji Lisa Jane Moore in Mary Kosut, bi morali na odnos med človekom in čebelo gledati širše in bolj izvirno.
Čebele in ljudje smo prepleteni entiteti, ki tvorimo drug drugo. Kot sociologi moramo prekiniti našo težnjo, da o čebelah razmišljamo kot o predmetu preučevanja. Prav tako se moramo upreti razmišljanju o sebi ali o čebelarjih kot statičnih, omejenih in trajno določenih entitetah. Namesto tega moramo vse akterje, sebe, čebele, čebelarje in druge predmete videti kot telesa, ki so na tem svetu in katerih meje nastajajo z medvrstnimi odnosi, zapleti in konflikti. Hvala. Hvala. Kakšne vprašanja, komentarji? Mislim, meni je bilo zelo všeč to, kako si prikazal to kompleksno razmerje med naravo in kulturo skozi čebele. Pa samo zanima, te divje čebele, medonosne, to še obstajajo, mislim, tako v Evropi, ali pa kje druge, ali to. Če sem prav ujel nekje vmes, si rekel, da divjih medonosnih čebel sploh ni več. Divje čebele v bistvu sploh niso medonosne čebele. Medonosne čebele so v bistvu vse te, s katerimi pač manipulira človek. Tako da divje čebele so v bistvu... Se že ne pove, da nosijo med človeku. Ja, saj sem, recimo, kako na začetku, ko si pokazal, da so te panje priredili, da so potem... Prej pa niso nosili medu, tako nosili ga v vino drevesa, ker ga je pol človek prebral in pomeril. So ga tudi nosili, ampak prej so ga tako oportunistično lovili, ne? Niso imeli tudi bližji svojega domu panja in potem so ga pač na tedenski bazi hodili nabirati. Ja, se to mislim, a ja, hodili so ga nabirati, zato so ga one še nosile. Vedno mora biti ta odnos med človekom pa čebelo, če ne one sploh ne nosijo tja medu. Zdaj ne več, odkar so pač s tem dodatnim hranjenjem, sploh odkar je prišla ta zajedavska pršica varroa, zdaj v bistvu ne obstajajo medonosne čebele v divjini več. Pa tudi sicer so mi vsi čebelarji, s katerimi sem govoril, so mi povedali, da so v bistvu čebele v Sloveniji nasplošno že preveč naseljene, ker ni 3-kilometrskega pasu, kjer ne bi bilo enega čebelnjaka. Ampak kaj pomeni to za to mejo, recimo, te imamo mejo med balkansko svetko, srednje bi se imenovala Hrvatska, ne Kranjska, in potem imamo v Italiji, kako se voda druga imenuje vlada? Italijanka. No, recimo Italijanka. Se pravi, tle smo na meji balkanske in italijanske pasme. Čebele letijo čez mejo in se hibridizirajo, se in sebojno opaljajo, če pridejo v stik. Koliko imajo, se pravi, pojavljajo se hibridni potem organizmi, ki se lahko reproducirajo še naprej. Koliko imajo naši čebelarji, recimo, to pod nadzorom? Mislim zdaj, pod nadzorom strogo pomeni besede, da nekako je to preprečiti, temveč to, da sploh vidijo, kaj se dogaja, recimo. In kaj delajo v zvezi s tem? Zdaj v Sloveniji po zakonsko določeno čebelarji, ki ne samo s kranjsko sivko, in imajo tudi velike probleme s tem, ko se mešajo. Pri tem jim pa pomaga ta čebelarska zveza Slovenija, ko so v bistvu vsi čebelarji v nekem registru in jih pride nadzorovati dobesedno. In tisto, ker pač kaže mešanje, da ni lepo zadaj pobarvan, kako mora biti pri kranjski sivki, enostavno matico potem ubijajo in jo izločijo iz... Fetvečno očistijo. To delajo, ja. Enopodno razmišljanje. Moram reči, da je bilo zelo všeč predavanje. Mene pa zanima, a je bila narejena kakšna genetska študija na čebelah? Ker namreč na vseh udomačenih živali imamo cel študij, ki pokažejo te razlike, dejansko, ko bi rekel,
razlike med pasmami, če obstajajo genetske, pa tudi med zgodovino, v bistvu interakcij z ljudmi. Ne. Si predstavljam, da pri čebelah bi bili rezultati zelo zanimivi, ker dejansko nimamo kontrole. Ne. Tudi to, kar si omenil, letijo sem in tja in tako naprej. A je kakšna genetska študija na čebelah? Eno mislim, da sem zasledil, ko sem tudi vključil v diplomsko delo, sam zdaj pa ne, se me zelo ni postavil, zdaj pa ne pametne pa vedel točno. Ker si predstavljam, da bi tudi po te konstrukti naši, kot je kranjska, sivka, italijanka, so bolj neke vrste kulturni konstrukti, ne, kot dejansko. Ne. No in ta naš strokovnjak, tale, ki trdi, da nekaj dela razloček med raso in pasmo. Kaj že on trdi? Janko Božič. Ja. On trdi, da je kranjska sivka v resnici, da je to rasa, ne pa pasmo. To je nek njegov čisto privaten terminološki razloček med raso in pasmo. Rasa in pasma sicer eno isto, ne kot vemo, ampak on misli, da kranjska sivka ni zadosti domačena, da je preveč divja in zato ne more biti pasma, kar sicer lahko razumemo, ne? Ampak da je zato rasa. To je pa čist za lase privlečeno. Nekaj za razliko recimo od istrskega goniča ali pa lipicanca, krašnega ovčarja, da to ni neki skreirana pasma, ampak da je nekakšna naravna podvrsta, da je brez nekatero nima vpliva človek, da se je sam razvijal, kako kar vidimo, da je že velik vpliv. Jaz bi pa o tej medonosnosti, ta beseda na medicira. Če razumem prav, je medonosnost značilnost, ki pride z to, bi rekel, pol udomačitvijo in z dodatnim hranjenjem ali z spreminjanjem pogojev, v katerih se ta produkt potem zbira, recimo. Ali je medonosnost tudi vezana na vrsto čebele v tem smislu, da nekatere se prinesejo več cvetnega prahu ali da letijo na večji površini, se pravi, da je fiziološka zasnova takšna, da so boljše zbiralke, ali je medonosnost vezana samo na pogoje čebelarje, mislim na intervencije čebelarje. Medonosnost je vezana v bistvu na matico, sam na matico. Ker tukaj, ker je matica recimo pridna, tu bo tudi ostale čebele medu, recimo nosila ali pa propolisa. Imaš pa tudi problem s tem, da preveč medu čebele prenesejo čebelarjem in potem jih morajo predstavljati v določene te nakladne panje, da tako odstranjajo na lažji način med, ker drugače, če ga preveč naberajo, tudi odmrajo od tega, da imajo preveč medu, da so preveč medonosne in s tem pomagajo potem čebelari preživeti, tako da jim dozamejo med. Kako pa same pa nimajo regulacije omejitve? Ne, zato, ker so domačeni. Ja, poštem. Kaj pa ti panji, ki so na drevesih, ne pri nas, ampak, ne? Ti panji pa niso, jih ni mogoče, recimo, izropati in pobrati. Da misliš roje, Boštjan? Roj? Na drevesih, ki so pač... Tiste, ko iz čebeljaka zalutajo v naravo. Ne. Tam so drevesi, tam so čebele doma, jaz sem na Širanki to videl. A ja, ne, sem mislil, da govoriš Lele o Kranjski. Ne. Ja, to delajo, tam čebelarje predvsem s to azijsko medonosno čebelo Apis dorsata, tukaj pa v bistvu je do 60,000 čebel v tem panju in potem jih tu nabirajo pač ta med, tako, da uplenijo njihov. Ampak te pač iz druga vrsta čebel, ne, jaz sem se bolj fokusiral na to lokranjsko slovo. In ta čebela potem po tej čebelarski terminologiji ni medonosna. Kranjska sivka je medonosna? Ne, kranjska sivka, ampak te čebele, ki v naravi pač... Ne, te pa niso medonosne. Te so čez 20,000 čebelih vrst je. Te so pa recimo uporabljene za kaj drugega, da divje čebele recimo prašijo jajčevec, ne? Ali pa čmrli prašijo paradižnik, ker imajo daljši rilček.
in ga ne more medonosna čebela oprašiti. Tako da je veliko različnih vrst. Niso pa vse medonosne. Mislim, da imamo še eno vprašanje, pa bo to zadnje. Lahko da si povedal, pa sem zgrešil, ampak kako se sploh medonosnost definira? Kakšne definicije medonosnosti? Tiste čebele, ko prinašajo med. Prinašajo človek. Ne tiste, ki prežajajo više. Pač ne tisto, kar ima za potrebe svojega ali Na splošno pač nabirajo propolis, potem pa pol pridelajo med. Zdaj pa ne gre ali panjo ali... Zdaj učimo v Sloveniji ali panjo, samo drugače pa na drevesju, kjer... To je v divjini tudi to delo. Ja. Torej so tudi divje ene čebele, ne pri nas sicer med Ja, ja. Numerirajo preseške, no? Akumulirajo. Vsem ga ne berejo toga, ne prinesejo toga. Dobro, najlepša hvala za